Ne, hvala. Je. Več za me. Si še podarila? Fuck! Danes je sreda. Pozabil. Kaj, greva kupujeva? Trgovine so že zaprte. Od 3. Potem pa jutri pred kosilom? Jutri so zaprti. Zakaj misliš, da sem ti 100-krat rekla, da idi danes? Prosti, ne? Kaj boš še kaj spila? Kaj lahko tu še prosti več? Če mi je slabo. Ti mene sploh kdaj poslušaš? Pa ne že spet s tem. Ja, bom s tem. Ker je že 3 leta ista zgodba. Glej, ne morem več. Ni več časa. Te pa najboljše, da končava. Če bi se z mano ukvarjal toliko, kot soliš ta pomfri, se ne vem, zakaj se sploh sekiram. Tak te bo pobralo zaradi te soli. Pa kaj? Hočeš, da grem ali kaj? Ne, no. Glej, mene je tudi strah. Pač pogovarjaj se z mano. Pa kaj misliš, da vem? Ne vem. Ne vem, kaj naj. Ne more biti vedno to tvoj izgovor. Glej, ne prenesem več tega. Nekaj se mora spremeniti. Pa kaj me hočeš non-stop nekaj spreminjati? Idi se solit s tem prokletim pomfrijem! Ker je srce šla je tja, no kamor se ne gre. Nisem bil edini, jaz pa nočem v množini, ker ne ona gre. Prosi, da te motim. Me lahko prosim slikaš? Me lahko slikaš? Ja. Ok, super. Vrejo. Bomo mi dve tak naredile. Ti se postavi tja, 2 koraka tja bo ta po moje dovolj. Jaz pa bom šla tja. Pa preveri prosim, da ni flash vklopljen. Ne, ni. Lahko slikam? Ja, ti kar. Pa kar več slik naredi. Za blog rabim, veš? Kaki blog pa pišeš? Tak, zdaj recimo o terapevtski moči soli, drugače pa bolj o odnosih. Tak, družinskih dinamikah, pa partnerskih odnosih, pa karmičnih lekcijah. Jaz pa teh duhovnih stvari nič ne razumem. V bistvu še odnosov ne. Na, ti poje do konca. Ok, gled. Prva lekcija je, da se vse zgodi z razlogom. Tu in mi smo se spoznale z razlogom. Ja, ti si rabila fotografa. Res sem se po dolgem času že iskreno nasmejala. Če se mi zdi, da so v današnjem svetu iskreni samo še otroci, pa še njih ta sodobna vzgoja čisto pokvari. Mislim, mogoče res ne bi mogel vsak, ko ima 5 minut cajta, imeti otroka. In pol nastanejo kao ti blogi nekih popolnih mamic, pa ubogih mamic, samohranilk, pa kaj ti jaz vem, kakve bedarije še. Pač, otrok je odgovornost, ne hobi. Dobro, jaz nočem za nekaj pametovati tu, ne?
ker marsikdo bi rekel, da nimam pojma, ker življenje pred in po otroku je čisto drugačno in nanj se ne moremo pripraviti. Mislim pa, daj no! Mogoče pa res ne moramo razumeti tega, dokler nismo v tej situaciji. Aha. Vem, da rečeš še drugo lekcijo. V življenju te ne smejo definirati situacije, ampak odločitve. Ne boš mogla vedno nadzirati vseh situacij, ampak lahko boš pa odnos in kako se boš soočala z njimi. Ok, dovolj, moram iti, odgovornosti čakajo, puno stvari imam še za narediti. In ne pozabi, ljudje se spreminjajo. all of it, and all of it. Da jaz želim čisto vse.